Po 8 desetletjih predanega in trdega prostovoljnega dela članic in članov prostovoljnega gasilskega društva Krašči ter v podpori vaščank in vaščanov naše skupnosti vas velikim veseljem pozdravljam na današnji slovesnosti ob visokem jubileju našega društva. Ob tej priložnosti vabim na oder današnjega gostitelja, tovariša Mateja Bertalaniča, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Krašči. Lepo pozdravljeni na praznovanju 80. obletnice PGD Krašči. V naši sredini pozdravljam člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije in poveljnika Gasilske regije Pomurja, tovariša Mateja Miholiča. Poveljnika Gasilske zveze Cankova, tovariša Silvestra Rogana. Prejemnika priznanja Matevža Haceta, tovariša Štefana Flisarja. Predsednika Gasilske zveze Rogašovci, tovariša Draga Bertalaniča. Častnega poveljnika PGD Krašči, tovariša Janeza Domitra. Župana občine Cankova, gospoda Danila Kacjana. Predsednika Vaške skupnosti Krašči, gospoda Petra Ivaniča. Občinskega svetnika naselja Krašči, gospoda Branka Horvata. Vse prisotne gasilce in vse ostale prisotne na današnji prireditvi. Praznovanje 80. obletnice društva je svečan dogodek. Zato najprej čestitam vsem gasilkam in gasilcem našega društva za to visoko obletnico. Brez poguma naših osnovnih članov danes ne bi praznovali tako visokega jubileja. Naši predniki so nam tako dali osnovo, na kateri gradimo in razvijamo društvo še danes. Po praznovanju 70. obletnice leta 2015 društvo ni počivalo na prejšnjih lovorikah, saj smo ostali aktivni na vseh področjih delovanja. Veseli me, da se članstvo v zadnjih letih povečuje. V tem času smo uresničili tudi nekaj nabav, in sicer leta 2016 smo nabavili gasilsko reševalni čoln z oznako GRČ-2, ki nam služi za pomoč ob nesrečah na Ledavskem jezeru. Leta 2018 in letos smo s pomočjo sponzorjev nabavili defibrilatorja, ki so nameščena na obeh straneh jezera. Konec lanskega leta smo začeli s pripravnimi deli na izgradnjo prizidka gasilsko-vaškega doma. Dela še vedno potekajo, zato hvala vsem, ki sodelujete pri tem. Skozi vsa ta leta smo aktivni tudi na prireditvah, kot organizator ali kot soorganizator z vaško skupnostjo. Leta 2022 smo zopet prevzeli organizacijo kresovanja na Ledavskem jezeru.
Vsako leto imamo dan odprtih vrat PGD Krašči. Ob proščenju za Anino pripravimo ponudbo hrane in pijače. Skupaj z vaško skupnostjo organiziramo dan za zdravje, proslavo ob materinskem dnevu in dnevu žena, vsakoletni vaški izlet in mikloževanje. Ob tem se zahvaljujem za pomoč vaške skupnosti Krašči, športnemu društvu KMN Jezero, ki pri tem aktivno sodeluje. Poleg omenjenih prireditev vsako 7. leto organiziramo prireditev na nivoju Gasilske zveze Cankova, kot so občinsko gasilsko tekmovanje, vaja v mesecu požarne varnosti, srečanje veteranov GZ Cankova in skupščina GZ Cankova. Skozi vsa leta smo bili aktivni tudi na tekmovanjih. Ob članicah in članih od leta 2019 tekmujejo tudi ekipa pionirjev. Leta 2019 smo imeli tudi prvič ekipo starejših gasilcev. V zadnjih letih društvo operativno dviguje izobraževanja, ki se udeležujejo naši člani in nabavljanje sodobna gasilska oprema, ki nam omogoča učinkovito delo ob požarih in različnih reševanjih v drugih nesrečah. Ob tej visoki obletnici društva se še enkrat zahvaljujem vsem članicam in članom za izjemne dosežke pri delovanju društva. Hvala tudi našim družinam, ki nas razumejo in podpirajo ob našem delovanju v društvu. Zahvala gre tudi vaščankam in vaščanom, ki nas podpirate pri našem delovanju in vsem drugim podpornikom društva za izkazano pomoč. Z gasilskim pozdravom na pomoč. Gasilstvo ni zgolj dejavnost, temveč način življenja. Vrednote, kot so solidarnost, pogum in nesebičnost, so temelji naše skupnosti. Zato je pomembno, da gasilstvo približamo tudi otrokom in mladini. Ponosni na tradicijo in poslanstvo našega društva so tudi naši mlajši člani, ki bodo z nami delili nekaj misli. Gasilec ni junak samo takrat, ko gori. Junak je vedno, ko je pripravljen priskočiti na pomoč, ko stopi v neznano, da bi rešil življenje ali imetje. V njegovem pogumu se skriva mir za vse nas. V gasilstvu šteje srce, pogum in prijateljstvo. Tovarištvo, ki ga povezuje, je močnejše od ognja in vode. Brez zaupanja in povezanosti ni mogoče premagati nobene preizkušnje. Pogum gasilcev ne pozna meja, stopijo v ogenj, kadar vsi drugi bežijo. Svojo moč merijo ne v besedah, ampak v dejanjih. In vsaka rešena stvar dokazuje, zakaj jih imenujemo junaki. Ko se sliši sirena, ljudje občutimo strah, a z njim tudi upanje. Vemo, da prihajajo gasilci, tisti, ki prinesejo pogum, varnost in tolažbo v najtežjih trenutkih. 80 let gasilstva v naši skupnosti je več kot sam številka. Je dokaz, da lahko ljudje skupaj ustvarimo nekaj trajnega, nekaj, kar varuje, združuje in daje moč prihodnjim rodovom. Gasilec ne sprašuje, komu pomaga, ne gleda na ime, hišo ali obraz. Vidi človeka v stiski in se vsem srcem stori,
kar je potrebno, da mu pomaga. To je pravo poslanstvo gasilstva. Naše društvo deluje pod okriljem Gasilske zveze Cankova, ki skrbi za požarno varnost in usposobljenost enot v naši občini. Ob tej priložnosti se iskreno zahvaljujemo za podporo. In zato vabim na oder poveljnika Gasilske zveze Cankova, tovariša Silvestra Rogana. Spoštovane gasilke, cenjeni gasilci, dragi člani prostovoljnega gasilskega društva Krašči, spoštovani župan, cenjeni vsi že prej omenjeni gostje, vaščani in vsi prijatelji gasilstva. Danes stojim pred vami ne samo kot poveljnik Gasilske zveze Cankova, ampak tudi kot nekdo, ki že vrsto let pozorno spremlja in globoko ceni delo vašega društva. Danes praznujemo 80 let delovanja prostovoljnega gasilskega društva Krašči. 80 let srčnosti, predanosti in neomajne pripravljenosti pomagati, ko drugi pomoč potrebujejo. Takšen jubilej je izjemen dosežek. Za njim stojijo generacije mož in žena, ki so svoj čas, moč in voljo darovali za skupno dobro. Prostovoljno gasilsko društvo Krašči ni le društvo na papirju. Je živa, aktivna in srčna skupnost. Sam sem to skozi leta mnogokrat občutil. Naj bo to pri skupnih vajah, operativnih nalogah ali na prijateljskih srečanjih. Vedno ste pokazali, da ste zanesljiv, srčen in trden steber naše zveze. Posebej me navdušuje vaša povezanost med generacijami. V vašem društvu znate ceniti izkušnje starejših in hkrati dajati prostor mladim. To ni samo lep zgled za druga društva, to je jamstvo, da bo prostovoljno gasilsko društvo Krašči uspešno delovalo tudi prihodnjih 80 let. Drage gasilke in gasilci, vaše delo ni lahko. Biti gasilec pomeni velikokrat pustiti vse, kar počneš, ob službi, v družini, sredi noči ali praznika in iti, ker nekdo drug v tistem trenutku nujno potrebuje vašo pomoč. To ni nekaj, kar se da izmeriti ali poplačati. To je nekaj, kar si zasluži globoko spoštovanje. Zato vam danes ob tem jubileju iskreno čestitam. Zahvaljujem se vam v svojem imenu in v imenu Gasilske zveze Cankova za vsak vaš trud, vsako minuto pripravljenosti in vsako nesebično dejanje. Naj vas spremlja ponos na preteklost, naj vas vodi pogum v sedanjosti in naj vas navdihuje zaupanje v prihodnost. Srečno prostovoljno gasilskemu društvu Krašči in naj bo vaše delo še dolgo tako trdno, kot je bilo vseh teh 80 let. Na pomoč. Pomembno vlogo v našem delovanju ima tudi Gasilska zveza Slovenije, ki že desetletja nudi podporo in usmeritve. Veseli smo, da je danes z nami njen predstavnik, član poveljstva Gasilske zveze Slovenije ter poveljnik Gasilske regije Pomurje. Tovariš Matej Miholič, vabim vas na oder. Spoštovani preomenjeni visoki gostje, gasilci, gasilke, župan, vaščani, vaščanke vasi Krašči in vsi zbrani najprej lep pozdrav v mojem imenu, imena Pomurske gasilske regije in Gasilske zveze Slovenije. 80. obletnica je velik dogodek za slehernega gasilca, če že ne za vsakega vaščana vasi Krašči. Kot ste zapisali v vabilu, ste manjše društvo, ste pa po srcu, povezanosti in dejanjih velika družina, na kar smo ponosni vsi Gasilska zveza Cankova, kakor tudi Gasilska Pomurska regija. Gasilska društva so se v preteklosti ustanavljala zaradi varnosti in obrambe pred požari.
Skozi čas je razvoj prinesel potrebe po znanju, s tem pa tudi večjo odgovornost društev. V času modernizacije, spreminjanja družbe in njenih vrednot gasilsko društvo ne predstavlja več le oblike pomoči sočloveku in izraza solidarnosti. Temveč je postalo nekaj več, način druženja enako mislečih. Znanje, odgovornost, solidarnost in prijateljstvo so temelji za obstanek gasilskega društva. 80 let je častitljiva doba, tako za človeštvo, še posebej pa za društvo. Kar nekaj generacij gasilcev je prispevalo svoj delež, da lahko mi danes s spoštovanjem in ponosom govorimo o društvu, ki v vseh 80 letih ni samo ohranilo vitalnosti in sposobnosti, ampak je svoj vpliv in odgovornost še povečalo. Številni člani so v njem delovali od malih nog, drugi so se mu pridružili v zrelih letih. Vsi pa si zaslužijo posebno zahvalo za vloženi trud. Bodisi kot člani organov društva, mentorji mladine, inštruktorji, operativci ali tisti, ki so pomagali pri obnovah objektov, nabavi nove opreme ali organizaciji prireditev. Vsi so prispevali svoj kamenček v mozaik in pomagali, da se društvo po kakovosti svojega dela uvršča v sam vrh gasilskih društev v pomurski regiji. Biti gasilec v današnjem času pomeni veliko odgovornost, še posebej veliko obvezo to predstavlja na operativnem področju, ki ga zaznamujejo pogosto odrekanja in izpostavljanja lastnega življenja za reševanje drugih. Da lahko to častno delo opravljamo čim bolj strokovno, varno in uspešno, se v društvu redno strokovno izobražujemo. Hkrati pa to znanje dopolnjujemo z vajami in izkušnjami, ki jih pridobimo na terenu. Za učinkovito in kar se da varno izvajanje gasilskih intervencij je poleg strokovne usposobljenosti operativnih gasilcev pomembna tudi dobra opremljenost društva. Društva se danes na nivoju pomurske regije spopadajo z mnogimi izzivi, ki jih prinašajo vremenske ujme ter industrijske, prometne, ekološke in druge nesreče na območju celotnega Pomurja. Poleg tega so neposredno vpeta v življenje lokalnega okolja in tako tudi nosilci drugih humanitarnih, socialnih, kulturnih, izobraževalnih, ne nazadnje pa tudi zabavnih dogodkov. Obletnice niso le priložnost za vrednotenje preteklih dosežkov, ampak so hkrati prelomnice, ko se izdelujejo načrti za prihodnost. Naj bo tudi v prihodnje leti smeli in napredno usmerjeni v strokovno delo naše zadovoljstvo in ponos vseh članov prostovoljnega gasilskega društva Krašči. Tradicija naše humanitarne organizacije naj ne zbledi, temveč jo ponosno prenesemo na naslednje generacije. To bo najlepša oddolžitev in darilo tistim, ki so postavljali temelje in gradili naše društvo. Spoštovane gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Krašči, ob tej visoki obletnici se vam še enkrat zahvaljujem za opravljeno delo in vam iskreno čestitam prepričanju, da boste tudi v prihodnje s takšno pripravljenostjo in odgovornostjo opravljali svoje humano poslanstvo. Kjer je sloga, tam je moč, kjer je volja, je pomoč. Zahvala gre tudi občini Cankova, ki s podporo omogoča razvoj društva. Na oder vabim gospoda Danila Kacijana, župana občine Cankova. Spoštovane družice gasilke, tovariši gasilci, dame in gospodje, cenjeni gostje, poveljnik gasilskega Pomurja, poveljnik gasilske zveze Cankova, iz sosednjih gasilskih enot, kar sem danes slišal v šalonu, še tudi neko raportiranje, kot smo včasih rekli, tista generacija, ki smo malo mlajši, da vas je danes prisotno 97 gasilcev in gasilk. Bil sem najbolj vesel, ko sem videl tiste tam zadaj, kaj sedijo v rdečih majicah. Prvi so korakali in sem prepričan, da bodo tisti, ki da še dolgo lahko korakali. Moram pozdraviti Hacetovega nagrajenca Štefana Plisarja. To priznanje ne dobi vsak. To se moraš potruditi
Moram povedati, da Gasilska zveza Cankova, kot majhna, 7 gasilskih društev imamo, smo veliki, res veliki, ker večje sredine nikoli ne dosegajo takih rezultatov, kot dosegajo tudi določena naša društva. Korovci so več ali manj vedno v vrhu tekmovanj. To ni slučajnost. Krašči ste za mene, jaz sem zdaj drugi mandat župan, nekaj posebnega. Kot so vsi ostali, nekaj posebnega. Ampak vi ste res nekaj posebnega, ker ne predstavljate samo gasilstva. Predstavljate življenje, katerega bomo v prihodnosti še bolj potrebovali. Verjamete mi, življenje ni samo to, da gremo na morje, življenje ni samo to, da nam je lepo, ampak življenje je tudi sobivanje v takem kraju, kot so Krašči. Verjamete mi, ko sem zdaj šel po šumi dol, sem bil zelo vesel, kjer živim. V takih lepih krajih, kot mi živimo, se mogoče niti ne zavedamo, ampak če bomo se do njih obnašali z levo ali pa z desno roko, brez odgovornosti, se nam na koncu piše zelo slabo. Vi ste družina v majhnem, vsi nikoli ne bodo zadovoljni. Ampak verjamete mi, sem kot župan občine Cankova ponosen na vas. Kresovanje, praznik dela, ki ga praznujemo, praznujemo vsi. Jaz sem tudi na zadnji proslavi povedal, da moja želja je, da praznik dela praznujemo predvsem tisti, ki delamo, tisti, ki pa ne delajo, pa se nam naj pridružijo, ko da začeli delati. Zato, ker če bomo še šli neke zadeve, gasilce ne more presenetiti nič. Pred 80 leti, ko se je gasilstvo začelo v Kraščih, veste, vi tisti, ki ste duže tu kot jaz, kje se je to začelo? So delali vse s krampami pa z lopatami, vse so delali z bistveno omejeno opremo, ampak so imeli željo, voljo, imeli so neko pripadnost, ker so vedeli, da tu živijo in da so tega nenazadnje tudi odvisni. Narava nas danes vedno bolj opozarja, da gasilstvo ni samo takrat, ko nekaj zagori. Jaz sem vesel, bom tudi potrkal, da bomo čim manj požarov. Ampak ne smemo živeti, kot da je vse v najlepše v redu. Vidim, da ste gasilci v Kraščih res iznajdljivi. Vsi smo toliko čakali ta dež, ker je bila suša. Snoči ga je zapadlo ogromno, še srečo, da imate žagarja zraven, ker sem videl, da se te deske dale prek po šotru, drugače bi ga podrlo. To se pravi, da vam nič ni težko. Organizirate tudi izlet, organizirate pohode, organizirate tudi še tisto, kaj vsi ne vejo, pa ne smemo vedeti, kar bi jaz bil vesel, da bi čim več. Ker če ne bomo imeli mladih, tudi ne bomo imeli neke prihodnosti. Na vse vas apeliram danes tu. Ogromno lepih objektov imamo. Jaz vam čestitam, da delate kuhinjo. Jaz, ko sem danes prišel sem, sem rekel, da za mene je to idealen kraj. Če imam kaj lepega, še grem malo pogledati, če so gobe. Zdaj lahko tudi s takšnim ali drugačnim namenom. Skratka, lepo je to pri nas. Ampak se bojim, da je pred družbo velika odgovornost, z vsem spoštovanje do mladih, do najmlajših. Ampak če jih ne bomo motivirali, če jih ne bomo vpeli v družbo, bomo čez par let imeli ogromno objektov, pa nikogar, ki bo to izkoriščal. Mi imamo že danes v določenih gasilskih društvih težavo z sestavo desetine, ker ljudi ni. Morali bomo začeti nekaj stvari tudi vzdrževati. Tudi, bom rekel, več ali manj opremo. Vedno bi lahko bila boljša, lahko bi bila tudi slabše. Ampak oprema sama nam nič ne pomeni, če nimamo materije, ki bi z njo delala. Če smo pošteni, danes ljudje, ki hodijo v službo, ko če se kaj zgodi in bomo mogli v prihodnosti, jaz verjetno več ne bom zraven, ampak dolgoročno bomo mogli na Goričkem tudi premisliti o nekaj združevanja nekih zadev, ker drugače ne bomo imeli ničesar. Predsednik Bertalanič, ker vidim, da tudi iz Rogaševec Bertalanič, to se pravi, da so sorodnika, fajn. Jaz ti čestitam, ampak sam ne bi mogel napraviti nič. Isto kot jaz župan ne morem napraviti nič, lahko pa napravim, če smo ekipa in če imamo iste cilje, iste želje, se da marsikaj. Tako da vsem nagrajencem iskreno čestitam.
Če ste kjerega pozabili, se mu opravičite, mu dajte drugo leto. Čestitam vam za fantastično izdela bilten. Ob 80-letnici ta bilten ne bo samo po hišah v Kraščih, pa še mogoče kje, bo tudi na nekem mestu, v nekih knjižnicah, kjer bo tudi tradicija obveljala. In vidim, da so gasilke se začele aktivno ukvarjati za to zadevo. Pravijo, ki so ženske zraven, tam je lahko tudi še kaj več. In zaradi tega sem jaz najbolj vesel, da vidim, da ste tudi kako ne smemo mi v Martina, ki so to zadevo tudi argumentira, če nišče nikjer ne prikaže, si mislijo, oni tam na Goričkem nekje. Ampak mi bodimo na Goričke veseli, da živimo. Oni jim pa povejte, če da prišli k nam na Goričko, da so vedno dobrodošli. Mi smo super gostitelji, postrežemo dobro, ampak naj temu primerno tudi pošteno plačajo. Ker samo da nas pravijo, da smo gostitelji dobri, ne velja. Kaj, če boste me povabili čez 30 let, bom prišel. Pa sem prepričan, da bodo tisti najmlajši, katere sem danes to začel, takrat povedali, ta župan je takrat govoril gluposti ali pa ni govoril gluposti. Imejte se lepo, lepo praznujte. Na pomoč ne pravim zaradi tega, da bi porabili pomoč. Malo se ozrimo okrog sebe, mi stopimo tudi do kjerega človeka. Vsako drugo hišo bomo danes mi že več ali manj, kjer živi samo en človek. Mimo njega gremo. Dogaja se nam, da že imamo nažalost pogrebe, ki sploh za njih ne vemo. Postali smo neka čudna družba. Smo pa na koncu samo ljudje. Hvala lepa. Ker sem pa videl, da sem šel gor, ste da gledali, ste mislili, da bo zdaj 2 dni čito. Jaz bi na oder povabil predsednika gasilskega društva Krašči, gospoda Mateja Bertalaniča, da mu podelimo eno zahvalno listino prostovoljnemu gasilskemu društvu Krašči za 80 let obstoja. V narekovaju sem pa napisal, še mora biti predsednik 20 let. Spoštovani, sledi podelitev priznanj Gasilske zveze Cankova in odlikovanj Gasilske zveze Slovenije. Protokol podelitve je sledeči. Podeljevalec priznanja oziroma odlikovanja stopi na oder. Prejemnik priznanja oziroma odlikovanja pristopi na oder, z gasilskim pozdravom pozdravi podeljevalca in sprejme priznanje oziroma odlikovanje. Po podelitvi priznanja oziroma odlikovanja se prejemnik postavi na levo stran podeljevalca ter obrne priznanje oziroma odlikovanje proti občinstvu. Sledi spominska fotografija. Po spominski fotografiji se prejemnik priznanja oziroma odlikovanja pomakne nazaj na oder, kjer počaka na skupinsko fotografijo. Podeljevanje poteka z glavnimi pokrivali. Na oder vabim poveljnika Gasilske zveze Cankova, ki bo zaslužnim posameznikom podelil priznanja Gasilske zveze Cankova. Priznanja Gasilske zveze 3. stopnje se podeljujejo gasilcem za večletno aktivno delo v gasilski organizaciji ter doprinos k njenemu razvoju. Prejemnik priznanja Gasilske zveze 3. stopnje, ki jih podeljuje Gasilska zveza Cankova, je Malačič Mihajl.
Priznanja Gasilske zveze druge stopnje se podeljujejo gasilcem, ki so z dolgoletnim aktivnim delom in prevzemanjem odgovornosti pomembno prispevali k uspešnosti gasilske organizacije. Prejemnika priznanj Gasilske zveze druge stopnje, ki jih podeljuje Gasilska zveza Cankova, sta Sukič Ines in Bertalanič Matej. Priznanja Gasilske zveze prve stopnje se podeljujejo gasilcem za večletno prizadevno delo ter pomemben prispevek organizacijski krepitvi ter za uspešno prizadevanje na področju požarnega varstva ter reševanja ob naravnih in drugih nesrečah. Prejemnika priznanj Gasilske zveze prve stopnje, ki jih podeljuje Gasilska zveza Cankova, sta Domitar Boštjan in Marič Jernej. Sedaj pa sledi se skupinska fotografija. Iskrene čestitke vsem prejemnikom priznanj. V nadaljevanju pa se nam bodo predstavili najmlajši člani našega društva, ki nam bodo s plesom prikazali svojo veselo in igrivo energijo. Naj bo njihov nastop dokaz, da se gasilska tradicija prenaša tudi na najmlajše rodove. Hiše staje
oder vabim člana poveljstva Gasilske zveze Slovenije ter poveljnika Gasilske regije Pomurje, ki bo zaslužnim posameznikom podelil odlikovanja Gasilske zveze Slovenije. Gasilska odlikovanja podeljuje Gasilska zveza Slovenije gasilcem za strokovno usposobljenost in izkušenost, uspešno krepitev in utrjevanje gasilske organizacije v republiškem, regijskem ali lokalnem merilu, širjenje ideje gasilstva ter za zavzemanje in opravljanje prostovoljnega dela v gasilstvu. Prejemnik odlikovanja Gasilske zveze 3. stopnje, ki ga podeljuje Gasilska zveza Slovenije, je Gomboc Franc. Prejemnika odlikovanja Gasilske zveze 2. stopnje, ki jo podeljuje Gasilska zveza Slovenije, sta Malačić Geza in Šinko Franc. Prejemnika odlikovanja Gasilske zveze 1. stopnje, ki jo podeljuje Gasilska zveza Slovenije, sta Marič Darjan in Domiter Janez. Sedaj sledi še skupinska fotografija.
Še enkrat iskrene čestitke vsem nagrajencem. Ob 80. obletnici delovanja PGD Krašči smo izdali bilten, v katerem smo se ozrli na pot, ki smo jo prehodili in se zahvalili vsem, ki so jo soustvarjali. Ob tej priložnosti vabim k besedi odgovorno urednico biltena, tovarišico Ines Sukič. Spoštovani vsi zbrani, lepo pozdravljeni še tudi v imenu uredniškega odbora biltena, ki je še ob 80-letnici delovanja PGD Krašči. Da bomo danes ta bilten na kratko predstavili, je v bistvu zaslužen naš župan, ki se je udeležil naše slavnostne seje in je bil nekako tisti, ki je prvi prelistal, to čas smo mu predali ta naš bilten. In je bil tako navdušen, da je rekel, da je prav, da ga tudi predstavimo, kar smo storili že na seji, pa sedaj še enkrat na kratko. Se pravi, v tem biltenu smo zajeli vseh 80 let delovanja našega društva. Malo tehničnih težav. V glavnem, v bilten smo torej zajeli vseh 80 let našega delovanja, ker se nam zdi pomembno, da ostane zgodovina nekje zapisana. Kajti to, s čimer smo se soočali pri tem delu, je ravno dokaz, da je to pomembno. Prvih 70 let je bilo izjemno težko popisati, oziroma mora biti prvih 30. Včasih so tudi kakšne bile vrzeli pri podatkih in smo mogli večkrat usklajevati, da smo potem nekako zaobjeli tiste pravilne podatke. In tudi slikovni material je tisti, ki je tukaj zajet, kajti slika je tista, ki ostane v spominu zavedno. Najprej nagovor predsednika PGD Krašči, ki je prevzel vodenje našega društva leta 2018 in je nasledil v tem obdobju, torej 10-letnem, je prišlo do menjave vodstva našega takratnega predsednika Darjana Mariča, ki še vedno sodeluje skupaj z nami in uspešno opravlja vlogo podpredsednika. Potem nagovor poveljnika aktualnega PGD Krašči, ki je prav tako poveljevanje društva prevzel leta 2018. Na tem mestu je nasledil poveljnika Janeza Domitra, ki je svojo nalogo opravljal kar 40 let. Potem nagovor župana občine Cankova in pa tudi nagovor našega pertoškega župnika, kajti Krašči spadamo pod faro Pertoča. Potem popis vseh članov, ki so trenutno članjeni v društvu, in naj povemo, da za tako majhno vas, kot so Krašči, to ni zanemarljiva številka. Namreč društvo šteje kar 107 članov, mislim, da si lahko zaploskamo. In tukaj bi poudarila, da je tudi naš aktualni predsednik tisti, ki nas je tako povezal, kot nas je. Potem tudi delitev članstva po večjih kriterijih, po vrsti, po stopnjah, po nazivih specialnosti. Predstavili smo tudi aktualno vodstvo, potem pa posebej predstavili pionirje in mladince, popisali tudi vsa njihova imena, kajti vemo, da so to tisti, ki bodo nas nekoč nasledili na vodstvenih funkcijah. Pri tem jim dajemo pomoč, suport, jih vzgajamo v duhu gasilstva in mislim, da so že vzgojeni vrednote, ki jih bodo nosili skozi življenje in verjamemo, da se čez nekaj let zamenjamo tukaj pred govorniškimi pulti. Potem članice društva, naj poudarim, da je članic kar 43 in zelo pomemben podatek, s katerim smo se srečali, ko smo ta bilten sestavljali, je ta, da je večina članic iz starostne skupine 28 do 45 let, kar pomeni, da je jedro članic v najbolj aktivnem življenjskem obdobju in mislim, da tudi za tako zelo dobro društvo deluje.
V glavnem, nekako so res ponos našega društva, skupnosti in tudi navdih za prihodnost. Prej pri pionirjih in mladincih bi rada poudarila še, da zelo uspešno z njimi delata mentorja Mihael Malačič in pa Zarja Bertalanič. Medtem ko članice vodim jaz, moja malenkost, pri čemer mi pomagata zelo dobro Špela Malačič in pa tudi Zarja Bertalanič. Potem smo posebej predstavili tudi člane društva, ki so seveda jedro našega društva in tudi pomagajo na vseh področjih, so nekako hrbtenica operativnega delovanja, pri čemer velja poudariti, da se pomembno vključujejo tudi članice, 3 od njih imamo pridobljeni tudi naziv višjega gasilca. In ta nekako izobraževalni razmah se je zgodil ravno pod vodstvom našega aktualnega poveljnika Boštjana Domitra in mislim, da smo tukaj res naredili velik preskok. Potem smo predstavili še veterane društva, to pa je tisto jedro, na katerem je vseh teh 80 let tudi bilo zgrajenih in je nastalo. In tukaj se tudi zahvaljujemo vsem njim, da nekako so naši podporniki, vendar da so dali škarje in platna v roke nam, srednji generaciji, da nam zaupajo, vendar so tudi svetovalci in vedno tudi redno prisotni na vseh naših aktivnostih. Iz vrst veteranov prihaja tudi naš praporščak Jožef Domiter, ki prav tako zelo dobro opravlja svojo nalogo in vedno naše društvo predstavi na vseh dogodkih v najlepši luči. Potem smo zajeli intervencije PGD Krašči v zadnjih 10 letih od 2015 do 2025, tudi v slikovni obliki, pa tudi popisali tiste pomembnejše, ki so se zgodile. Predstavili kontinuirane prireditve, ki jih je že kar nekaj v zadnjih 10 letih, tako prirejamo praznovanje Dneva žena in materinskega dneva, tradicionalno kresovanje ob Ledavskem jezeru, Dan za zdravje, sodelujemo pri taboru gasilske mladine, potem pripravljamo tudi osrednjo prireditev o proščenju Svete Ane, pripravljamo skupaj z vaško skupnostjo izlet vaščanov, tudi dan odprtih vrat PGD Krašči, kjer tudi skrbimo za to, da osvežimo znanje, kako gasiti kuhinjske požare. Čarobno miklavževanje pripravimo vsako leto za naše najmlajše in seveda ob koncu decembra obiščemo vsa gospodinjstva in poskrbimo za raznos gasilskih koledarjev. Potem pa je še nekaj posebnih aktivnosti, ki so se zgodile v teh zadnjih 10 letih. In tukaj je bil še prevzem gasilsko-reševalnega čolna, prevzeli smo 2 defibrilatorja, enega leta 2018, ki je tukaj na Gasilsko-vaškem domu in še enega letos na drugi strani Ledavskega jezera ob žagarstvu Mencigar. Pripravljamo tudi občasno dogodke za krepitev zdravja, tudi silvestrovanje in trenutno aktualna izgradnja prizidka Gasilsko-vaškemu domu. Pobiramo tudi staro železo in organiziramo raznovrstne akcije. Potem smo zapisali legendo o svetem Florijanu in pa potem PGD Krašči skozi čas. Od leta 1945 do leta 2025, se pravi prvih 70 let, smo dali tukaj na zadnji del biltena, ker smo gradili na vsebini, ki je že nastala ob 70-letnici našega društva in na koncu smo seveda predstavili še vas, v kateri to prostovoljno gasilsko društvo deluje, to je vas Krašči. Ob tej priložnosti bi se rada zahvalila vsem, ki ste tukaj sodelovali in mi bili v oporo, predvsem bi se zahvalila Vidi Lang, Jerneju Mariču, Darjanu Mariču in pa tudi avtorjem ostalih prispevkov, to so Matej Bertalanič, Boštjan Domiter, župan Danilo Kacjan in pa pertuški župnik Jože Vinkovič. Hvala tudi za fotoarhiv Darko Džuban, PGD Krašči in pa Martin Cr, za tehnični pregled Miha Vöroš in pa lektoriranje Jernej Marič. Naklada je v 150 izvodih, želimo si, da bo ta bilten res ostal nekako v vseh gospodinstvih naše vasi, da ga prejme vsak član. Smo pa pridobili tudi kataložni zapis, kar pomeni, da bo tradicija in zgodovina našega delovanja in naše vasi
ostala zapisana tudi na slovenskih tleh, kajti nekaj izvodov bo shranjenih v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani in pa tudi v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, pa verjamem, da se bomo lahko dogovorili tudi z pač osnovno šolsko knjižnico. Tako da hvala lepa vsem, ki ste sodelovali pri pripravi tega, hvala za vso potrpežljivost. Kot rečeno, po tem skupnem kosilu bomo predstavniki prostovoljnega gasilskega društva obiskali gostujoča društva in druge goste, vam podelili bilten, tudi vsem tistim gospodinjstvom, predstavnikom, ki ste danes tukaj, če ne pa pač tekom naslednjih dni ali tekom naslednjih dogodkov. Hvala vsem in z gasilskim pozdravom na pomoč. Ob zaključku slavnostnega dela današnje prireditve še enkrat vabim na oder predsednika prostovoljnega gasilskega društva Krašči, tovariša Mateja Bertalaniča, da izreče zahvalo. Spoštovani, vsem prisotnim se še enkrat zahvaljujem. Želim vam, da preživite prijeten dan v naši sredini ob dobri hrani in pijači. Hvala lepa. Drage gasilke in gasilci, spoštovani gostje in prijatelji, vsi člani prostovoljnega gasilskega društva Krašči smo izjemno ponosni na 80-letno tradicijo, ki dokazuje, da je gasilstvo hrbtenica družbenega življenja naše vasi. Iskrena hvala, da ta jubilej praznujete z nami. Želim, da se danes v naši družbi dobro počutite in da se boste še radi vračali v gasilsko-vaški dom Krašči. Želimo vam prijetno druženje, ki ga bo popestrila skupina Vrhovi. Z gasilskim pozdravom na pomoč.